doktorica Mirjana Radovanović. Pozdravljeni, je specialistka psihiatrije in vodja enote za zdravljenje odvisnosti od alkohola in sorodnih motenj na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. Ob kliničnem delu pa njen raziskovalni interes usmerjen tudi v psihiatrično epidemiologijo. Danes pa bo govorila malo več o tem, kako odvisnost od alkohola vpliva na dinamiko odnosov. Kar izvolite. Lep pozdrav vsem z moje strani, upam, da se slišimo, upam, da ne bo tehničnih težav. Super, vidimo predstavitev. Hvala lepa. Ob tem bi se rada zahvalila za povabilo in predvsem zahvalila tudi za interes za to tematiko, namreč vse, kar je vezano na alkohol, je tudi ena najbolj pogosteje stigmatiziranih in najbolj stigmatiziranih motenj in ta stigma se širi od pacientov tudi na tiste, ki delamo z osebami, ki imajo težave zaradi alkohola. Predstavila bom nekaj konceptov vezanih na spremenjene odnose znotraj različnih sistemov, v katerih se ljudje gibljemo in ki se zelo spremenijo na račun rabe alkohola, hkrati pa seveda ni za obupati. Poročilo, ki je bilo pripravljeno za Evropski svet leta 2006, se začne z tem uvodnim stavkom. Če poenostavim, na področju Evrope so ljudje proizvajali alkoholne pijače iz česarkoli, kar so imeli lokalno na voljo, in zapisi o tem so stari več kot 6000 let. Kljub temu, da je dolgo alkohol del človeške družbe, pa je članek iz leta 1994 na nek način podprl in odprl dekado nevroznanosti na področju adiktologije. Eden od ključnih člankov je bil prav tale, tukaj prikazan, namreč z naslovom Zakaj imajo možgani raje opium kot brokoli, se opravičujem. In kljub temu, da veliko več vemo o odvisniških vedenjih in o delovanju posameznih substanc na človeka, še vedno nimamo popolnega ali pa zelo enostavnega odgovora na to vprašanje. Tisto, kar pa vemo, je, da ko govorimo o alkoholu, dobra desetina odraslih oseb, ki pridejo tekom svojega življenja v stik z alkoholom, postane z njim zasvojenih. Če pa pogledamo ta podatek za osebe, ki še niso dokončale svojega biološkega in psihološkega razvoja, nekaj smo o razvoju možganov poslušali včeraj, pri mladih torej je ta odstotek več kot 50%. Ameriško združenje za medicino odvisnosti je leta 2011 sprejelo novo definicijo odvisniških motenj, ki je dovolj široka, da vključuje ne samo to, kar si pod zasvojenost največkrat predstavljamo, se pravi odvisnost od katere od klasičnih drog in alkohol ni nobena izjema, ampak vključuje tudi druge vedenjske sindrome. V Sloveniji uporabljamo mednarodno klasifikacijo bolezni, ki je sedaj v svoji 10. reviziji na voljo, in za sindrom odvisnosti od alkohola je potrebno, da so vsaj 3 kriteriji prisotni skupaj v najmanj mesecu dni oziroma izmenjajo v obdobju istih 12 mesecev. In gre za simptome in znake, ki jih osebe, ki imajo težave zaradi rabe alkohola, pri sebi velikokrat dobro poznajo, tudi znajo prepoznati, znajo opisati, predpogoj pa je, da jih o tem povprašamo na način, ki ne stigmatizira, ki pravzaprav zaščiti njihovo dostojanstvo. To, česar ne smemo pozabiti, je, da gre za veliko heterogenost tako populacije, ki ima težave zaradi rabe alkohola, kot tudi sočasno potekajočih motenj, želja, pričakovanj, nenazadnje tudi sposobnosti posameznih oseb. Hkrati pa seveda tudi mi kot profesionalci vnašamo svoje znanje, pa tudi prepričanja v celotno zgodbo obravnave. Torej, ključna beseda je heterogenost. Samo en opomnik na to, da na področju nevroznanosti res veliko več vemo, kot smo še 30 let nazaj, in ta slika je meni blizu tudi zato, ker je ena od avtoric dr. Nora Volkow, ki je sedaj predsednica oziroma direktorica Ameriškega inštituta za raziskovanje zasvojenosti.
in ki pravzaprav dokazuje v svojih študijah, da alkohol gre z roko v roki z drugimi drogami, potem kako resne posledice lahko pušča. Namreč v Sloveniji je alkohol legalna droga in ta pravni status vpliva na stil življenja, ki ga imajo osebe, ne vpliva pa na to, kaj se zgodi v telesu, ko pride alkohol v stik s posameznimi organi. Ravno zaradi tega, ker je alkohol legalna droga, potegne to za seboj vrsto dvojnih sporočil in skozi zgodovino človeštva je pravzaprav obstajalo veliko različnih konstruktov, ki so skušali razložiti to, zakaj pravzaprav imamo težave zaradi rabe posameznih substanc. Alkohol je izredno dolgo že del človeške zgodovine, kot sem že omenila, in na izmenjaje so v družbah menili, da gre za slabost značaja, da je to izraz nemoralnosti, da je to pravzaprav neki izmišljen sociološki konstrukt, da gre za stanje, ki je predvsem genetsko pogojeno, da je to izraz nekega kriminalnega, tudi deviantnega vedenja, in v posameznih obdobjih so tudi ti konstrukti pravzaprav bili kombinacija, ki je skušala razložiti ljudem, zakaj se dogaja to, kar so tako kliniki kot drugi opažali. Marsikateri od teh je tudi današnji še vedno prisoten v širši javnosti in tudi v strokovni. Kljub vsemu nakopičenemu znanju pravzaprav ne kaže, da bo kmalu kaj bolj preprosto, namreč nevroadaptacija ni edini mehanizem, ki je pomemben pri nastanku sindroma odvisnosti od alkohola, tako da možganski model zasvojenosti ne razloži vsega, kar opažamo. Na drugi strani pa je ta preskok iz nečesa bolj vezanega na značajske lastnosti ali na pomanjkanje le-teh v razumevanje zasvojenosti kot bolezni, in sicer bolezni možganov, se zgodil nekako v 90-ih letih prejšnjega stoletja, in eden od najbolj znanih citatov je tale Lešnerjev, da je bolezen odvisnosti bolezen možganov in da je to pomembno. Posledica je bilo vrsto gibanj za pismenost področja duševnega zdravja in tudi današnji smo še vedno priča različnim gibanjem na različnih področjih duševnega zdravja in predvsem je ta paradigma pomembna za javnozdravstvene pristope. Prednosti nevrobiološkega jezika zagotovo obstajajo, bolezni to da neko družbeno legitimnost in se poleg neke biološke podstati omogoči tudi spodbujanje raziskovanja, organizacija pomoči, predvsem pa financiranje vseh teh naporov in v širši javnosti ponavadi nevrobiološki jezik prispeva k temu, da je večja sprejemljivost drugačnosti. Hkrati pa ima to tudi slabosti, kot vsaka stvar v realnem življenju, namreč marsikdo bi lahko potem mislil, da gre pri zasvojenih možganih pravzaprav za nekaj, kar je naravna danost in zato zasvojena oseba nima nobenega vpliva na to, kaj se dogaja, kar pa seveda ne drži. Hkrati tudi je ena od slabosti to, da omogoča nek potencial za večjo marginalizacijo, tudi stigmo, odmik od družbe zaradi bolnih možganov, kar je nekako logično glede na evolucijske mehanizme, ki so denimo ščitili človeštvo pred določenimi infekcijskimi boleznimi skozi zgodovino. Če se iz sveta usmerim na Slovenijo, za Slovenijo v stroki in tudi v širši javnosti govorimo, da je mokra kultura. To je bilo zelo lepo pojasnjeno v članku iz leta 2007 dr. Čebaškove, kjer je govorila o tem, se spogledovala pravzaprav s tezo, da je morda celotna država lahko zasvojena z alkoholom. In ko sem v pripravi na današnje srečanje pogledala definicijo alkoholizma v Slovenskem slovarju knjižnega jezika, sem bila pravzaprav presenečena, da je definiran ta fenomen kot pretirano uživanje alkoholnih pijač. Večinoma se v jeziku različnih strok izraz alkoholizem uporablja za nekako bolj sociološki zorni kot fenomenov, ki so posledica bolezni odvisnosti z alkoholom in pretirane rabe v nekoliko manjši meri.
Kot rečeno, Slovenija je mokra kultura in legalni status droge pravzaprav vpliva na stališče in prepričanje in prav na področju odvisnosti od alkohola in oseb, ki imajo težave z alkoholom, je vrsta dvojnih sporočil tudi del vsakdanjega razmišljanja v Sloveniji. In tisti, ki delamo z ljudmi v različnih poklicih, zdravstvenih in nezdravstvenih, pravzaprav svoja stališča in prepričanja vnašamo v svoje delo. Torej, ko govorimo o sindromu odvisnosti od alkohola, ki je nekako bolezen, ki zajema vse tisto, kar prinese dolgotrajna kronična raba pretiranih količin alkohola, gre na eni strani za bolezen posameznika, vendar se pa posledice te bolezni poznajo tudi na družini, se pravi ne samo pri osebi, ki ima samo bolezen, ampak tudi pri nek način pri vseh, s katerimi ta oseba prihaja v stik. Na prvem mestu z najožjimi družinskimi člani oziroma s tistimi, s katerimi oseba živi, ampak se to prenaša tudi na druge sisteme, v katerih se oseba giblje, službo, šolo, med prijatelje. Danes tudi vemo, da gre za bolezen, ki je pravzaprav veliko breme za družbo glede na posledice, in sicer po podatkih, ki so bili obdelani, zadnjih, ki so na voljo, so iz leta 2016, v Sloveniji potrošimo na posledice odvisnosti od alkohola približno 4% bruto družbenega proizvoda. V posledice te bolezni šteje vse razen zdravljenja bolezni kot takšne. In če si pogledamo, kaj vse to pomeni za družino s članom, ki ima sindrom odvisnosti od alkohola. Govorimo o alkoholni družini, ki je lahko funkcionalna, lahko pa disfunkcionalna, ali pa gre za kombinacijo obeh, odvisno za katero vlogo v družini gre. In to se lahko skozi čas, v katerem se spreminja in napreduje tudi bolezen člana s sindromom odvisnosti, tudi spreminja. Velikokrat je za družine z zasvojenim članom značilno, da zanikajo problem. To je povezano z veliko občutki sramu in krivde. Spremenijo se vrednote, med njimi tudi poštenost, spoštovanje, odgovornost za posamezna dejanja in velikokrat se spremenijo vloge. Na eni strani otroci lahko začnejo igrati bolj starševsko vlogo, na drugi strani starši potrebujejo več pomoči, tudi med zakoncema pride do spremembe razmerij v moči. Vendarle pa je potrebno poudariti, da je za družine z alkoholnim članom pomembno to, da je kar velika razlika, kadar gre v družini za to, da je zasvojena ženska, pravi mati, žena. Ta je veliko pogosteje žrtev nasilja v primeri z moškimi vrstniki zasvojenim z alkoholom, velikokrat že v primarni družini. Pogosto je z ženskim pitjem povezana velika osamljenost, ne samo skrivanje pitja, ampak tudi skrivanje drugih težav, ki jih ta ženska ima, pa jih ne zna nasloviti. Veliko več občutkov sramu in krivde in to zadnje dvoje je lahko velika ovira za vstop v zdravljenje. Mož takšne ženske je velikokrat manj toleranten, manj negovalno usmerjen. In ena od na nek način logičnih posledic takšne situacije je, da so otroci, ki odraščajo v takšni družini, večinoma veliko bolj jezni na mamo, ki uživa alkohol, kot pa na očeta, in nosijo s seboj tudi v odraslo življenje veliko več zamer. Pogostejši in tudi bolj dramatičen je razpad takšne družine, pravi, v večjem deležu so ženske, ki so odvisne od alkohola, ločene v primerjavi z moškimi vrstniki. Prav tako tudi pogosto v teh družinah vidimo, da je sprva bil odvisen mož, ki je morda nekoliko bolje bil opremljen za prikrivanje ali pa prenašanje odvisnosti in njenih posledic, potem pa se pitju pridruži tudi ženska. In to je seveda pomembno tudi z zornega kota širše družbe, namreč drugih deležnikov, tako šole, centrov za socialno delo, širše družine, kajti zelo pomembno je poskrbeti za zaščito otrok, da ne bi odraščali v takšni družini. Če pogledamo, kakšne so pa značilnosti pri moških, ki so odvisni v alkoholni družini. Kot vemo, je širše okolje veliko bolj naklonjeno pitju moških, žena je običajno bolj dopuščajoča in tolerantna dalj časa, v manjšem deležu so recimo pacienti moškega spola, ki so zasvojeni z alkoholom, pridejo na zdravo ločeni kot pa njihove ženske vrstnice. Marsikdaj je odgovornost za moževo pitje pripisana ženi, tudi v preteklosti
Poznamo ne samo en primer, tudi strokovne literature, ki je v določenem obdobju razmišljala na ta način. Telesne posledice se pri moških pokažejo relativno pozno v poteku odvisnosti, pogosteje so povzročitelji nasilja v družini, v kateri živijo, hkrati pa so tudi pogosteje udeleženi v prometne nesreče, pogosteje pride pri njih do poškodb na delu in zaradi tega tudi vseh posledic od obravnav teh poškodb do odsotnosti z dela, do dolgotrajnejših posledic poškodb. Kot sem že omenila, zaradi te tradicionalne razdelitve vlog znotraj družine so običajno zamere otrok do očetov, ki pijejo manjše. Velikokrat so žene zasvojenih moških prve, ki so zainteresirane za njihovo zdravljenje in tudi sodelujejo v obravnavi, hkrati so lahko ob tem zelo pomemben ta zunanji motivacijski dejavnik za odločitev za zdravljenje. Kot sem že večkrat rekla, ločitve so redkejše in za moške, ki so zasvojeni z alkoholom, je tudi značilno, da imajo v velikem deležu tako imenovano pivsko družbo in morda v manjši meri pa zares prave prijatelje, ki so jim lahko podpora tudi pri odločitvi za spremembo. Znotraj družine se vse to, o čemer sem govorila, kaže tudi na komunikacijskih vzorcih. Tukaj je eden od primerov klinično pravzaprav zelo uporabnega modela, ki predstavlja nekako to zapleteno zgodbo spremenjenih odnosov in komunikacijskih vzorcev znotraj družine, od katerih so nekateri lahko popolnoma funkcionalni, kadar gre za dogovarjanje o določenih nalogah znotraj družine, nekateri pa lahko vplivajo na zelo spremenjeno podobo o tem, kako teče komunikacija med dvema odraslima človekoma, kako se razrešujejo težave, stiske, rešujejo problemi, na katere naleti družina v celoti, in vse to potem otroci skozi svoje odraščanje seveda nesejo tudi v svoje odraslo življenje. Tukaj ni priložnosti, nimamo časa za to, da bi kaj več rekli o odraslih otrocih alkoholikov. Ni pa za obupati. Gre za težko bolezen, vendar je to zdravljiva bolezen, in čeprav običajno identificiramo enega konkretnega pacienta, ki ima bolezen odvisnosti, vendar je pomembno, da celostno obravnavamo te paciente, kar pomeni tudi, da razmišljamo o tem, kako oni funkcionirajo v svojih družinah in da pritegnemo tudi družine k sodelovanju, kadar to omogočajo razmere. Trenutno glede na epidemiološko situacijo imamo malo manj možnosti za to. Torej, poti v zdravje so različne, po različnih študijah je pravzaprav kar ugleden delež ljudi takšnih, da imajo biološko pogojeno zelo močan potencial za samozdravitev, ki se lahko tudi na področju obravnave bolezni odvisnosti pokaže. In odvisno od tega, kako definiramo samozdravitev, po nekaterih študijah celo do več kot polovice oseb, ki izpolnjuje kriterije za bolezen odvisnosti od alkohola, prekine s pitjem in si ustvari eno običajno odraslo življenje, ki ni pod vplivom rabe alkohola, ne da bi potrebovali intenzivno zdravljenje same bolezni. Lahko jim pomaga recimo posvet z izbranim osebnim zdravnikom, lahko jim pomagajo omejitve in zahteve, ki jih postavijo družinski člani, lahko je to na nek način strah pred telesno boleznijo, ki je lahko posledica alkohola, različni dejavniki so tisti, ki prispevajo. Potem pa seveda ostane precejšnji delež vseh ostalih, za njih je pa pomembno, da v Sloveniji obstajajo specializirani programi za zdravljenje, ki so organizirani znotraj zdravstva in tudi izven, v različnih nevladnih organizacijah in drugih inštitucijah. In pri teh seveda pomembno, da jih motiviramo za klinično pomembno spremembo in imajo tudi zdravila lahko pomembno vlogo. In mali delež je pa takšnih oseb z odvisnostjo od alkohola, ki si pa ne pustijo pomagati, bodisi zato, ker je posledic in oškodovanosti zaradi rabe alkohola že toliko, da niso dostopni za obravnavo, ali pa iz kakršnihkoli razlogov ne želijo vstopiti, ampak ta delež od celotne populacije, ki ima zasvojenost, je približno 5 do nekaj manj kot 10% po različnih ocenah.
Omenila sem že, da so organizacijske oblike programov zelo različne in je pomembno, da imamo različen spekter na voljo. Ambulantna, individualna ali skupinska obravnava je predvsem pomembna za dvig motivacije za vstop v specializiran program zdravljenja. Namreč pacienti, ki so visoko funkcionalni in ki ne potrebujejo intenzivnega programa, večinoma niti ne pridejo do ambulant v specializiranih inštitucijah, kakršna je enota, na kateri jaz sicer delam. Na drugi strani pa je seveda prav to, da lahko vsakdo, ki želi, najde nek program, ki v določenem trenutku bolj ustreza tej osebi, izredno pomembno. In v Sloveniji je to res, da vsakdo, ki se želi zdraviti, se lahko zdravi. Intenzivna hospitalna obravnava, se pravi programi, ki so vezani na bolnišnico, so zelo pomembni prav pri tistih pacientih, ki potrebujejo celostno obravnavo, ne samo sindroma odvisnosti, ampak tudi vseh drugih pridruženih motenj. In pridružene motnje in bolezni, tako z področja duševnih motenj, kot tudi telesnih, so prej pravilo kot pa izjema. Približno 3/4 oseb, ki pride k nam na zdravljenje, ima še vsaj eno pridruženo motnjo. In takole izgleda naša stavba jeseni, trta obsijana s soncem, ki našo stavbo obdaja, in to je morda eden najbolj prijaznih pogledov na hišo, ki je že več kot 160 let na tem svetu. Mogoče samo za zaključek, Slovenija je mokra kultura, gotovo se vsakdo, ki posluša, spomni vsaj enega pregovora in pa prepričanja v zvezi z rabo alkohola na Slovenskem, in prav to, da gre za legalno drogo, pravzaprav vpliva na naša stališča in prepričanja. Na eni strani je pitje zelo podprto v naši družbi, na drugi strani so pa zelo stigmatizirani, včasih celo izločeni pa tisti ljudje, ki se odločijo, da prekinejo s pitjem, ki povedo, da so imeli težave in da želijo to spremeniti. In vse to vnašamo sami v svoje delo, zato je pomembno, da si vsak pri sebi dovoli malo raziskati svoja prepričanja in stališča, da bo bolj pozoren tudi na svoje delo pri ljudeh. Hvala lepa za vašo pozornost in upam, da imamo še nekaj časa za vprašanja. Hvala lepa, doktorica Radovanovič, za odlično predavanje. Imamo še čas za vprašanja, imamo tudi že precej vprašanj. Prvo, ki bi vam ga postavila, je, kako ocenjujete škodljivost alkohola v primerjavi z drugimi drogami? To je na videz zelo enostavno vprašanje in hvala zanj, je pa težje nanj odgovoriti. Namreč, kot sem omenila, ravno zaradi pogostosti rabe alkohola in vseh posledic, še predno sploh pride do polnega razvoja sindroma odvisnosti, so posledice tega za družbo zelo visoke, namreč 4% bruto družbenega proizvoda ni majhen denar. Druge številke govorijo tudi o tem, da ta delež, približno dobrih 10% odraslih, ki se srečajo z alkoholom, postane tekom svojega življenja zasvojenih, pomeni za Slovenijo približno 200.000 oseb odvisnih od alkohola v vsakem trenutku, in tudi slovenske študije so potrdile ta delež. Večinoma gre za osebe, ki so pravzaprav na vrhuncu svojih delovnih in tudi siceršnjih življenjskih moči, delovne sile v Sloveniji, in ko govorimo o tem, da smo vsi ljudje vpeti v pravzaprav tudi svoje neke širše sisteme v družino, je to zagotovo možno potem pomnožiti vsaj še 3 do 4, se pravi nekako približno 1 milijon prebivalcev v Sloveniji je neposredno prizadetih zaradi posledic bolezni odvisnosti v njihovi najbližji okolici. Ko pa govorimo o ilegalnih drogah, je seveda delež oseb, ki jemljejo ilegalne droge, bistveno manjši in je zato potem cela kaskada teh posledic drugačna. To, kar je specifičnost ilegalnih drog, je prav zaradi njihovega pravnega statusa drugačen stil življenja, ki ga potegnejo za sabo. Namreč več je kriminalitete, več je tovrstnih posledic, ki so mogoče za družbo bolj opazne v nekaterih aspektih.
Hkrati pa zato, ker je manjši delež populacije, ki zlorablja ilegalne droge, je morda lažje doseči podporo širše družbe za programe zdravljenja, za preventivne programe, kajti nekako občutek je, da je to bolj oddaljeno od vseh nas, medtem ko alkohol je pa nekaj, kar nam je bližje, kar nas bolj zadeva. In kot sem že omenila, skozi razvoj je veliko prepričanj vezanih na rabo alkohola v tej smeri, da je to nekaj, kar se ljudje sami prikličejo nase, da je to njihova odgovornost, ampak ne v smislu ene zdrave odgovornosti za neprilagojeno vedenje, to je absolutno nekaj, kar je na strani oseb, ki ta vedenje izvajajo, pač pa v smislu neke karakterne slabosti in to seveda zdaj po vseh spoznanjih nevroznanosti in tudi drugih vedenjskih znanosti vemo, da ni res. Hvala. Naslednje vprašanje, ki zanima kar precej ljudi, je, kako lahko družinski člani pomagajo osebi, ki je odvisna od alkohola, oziroma kako pristopiti? Zelo pomembno vprašanje in hvala zanj. Namreč družinski člani so tisti, ki so v čustvenem odnosu z osebo, ki ima težave. Kaj to pomeni? Čustveni odnos pomeni na nek način, da imajo prednost, ker ti lahko postavijo neke zahteve. Na drugi strani pa lahko do neke mere tudi ovira, zato ker se jim oseba, ki ima težave, mogoče smili, morda ne vejo, kako bi pristopili, da razmišljajo o tem, da tisto, kar oni menijo, je pomoč, ni najbolj učinkovito, ker so že večkrat poskusili, pa jim ne gre. O čem govorim? Marsikdaj svojci pričakujejo od nas, da bomo nekako kaznovali tistega člana njihove družine, ki jim dela težave zaradi svoje bolezni, ampak to v resnici ni naloga stroke. Naloga stroke je razumeti mehanizme, ki so v ozadju bolezni in iz njih izhajati pri pomoči, medtem ko domači pa lahko postavijo jasne meje, na primer, da se ne bodo pogovarjali z tem članom družine, če je opit. Da, če recimo živi drugje, naj ne hodi na obiske, kadar je v takšnem stanju. Da, če potrebuje pomoč v tem smislu, da ga pospremijo ali jo pospremijo na prvi pregled, da to bodo naredili. Tako, na nek način razumeti, kaj je tisto, kar je pomoč, zato da se omeji manevrski prostor za manipulacijo, ki je seveda zelo pomemben za to, da oseba lahko vzdržuje svoje ravnanje naprej, da pa se ponudi pomoč takrat, ko je potrebno, da se nekako pomaga urediti termin za pregled ali pa za pogovor z osebnim zdravnikom, recimo, da se pospremi to osebo, da so podpora tudi takrat, ko se oseba odloči za prekinitev pitja, pa je težko, je morda v krizi, pa ima željo po učinkih omame, da so nekako dosegljivi na telefon za pogovor, tako, te stvari so tiste, ki so pomembne. Velikokrat se svojci skupaj z osebo, ki ima težave, pravzaprav prilagajajo na novo situacijo. Celotna družina želi funkcionirati v nekem stanju homeostaze. In to pomeni, da ne samo oseba, ki ima težave, sledi nekemu razvoju svoje bolezni, ampak tudi vsi ostali, ki so okoli nje. In to novo ravnovesje se vedno znova vzpostavlja z spreminjanjem vlog, odgovornosti, nalog, ki jih izvajajo. Po drugi strani pa to seveda prinaša lahko vedno več neke zagrenjenosti, jeze, nezadovoljstva in v nekem trenutku je situacija zrela za eksplozijo v smislu ekonomlonca, ki mu odnese pokrov in takrat tem svojcem na nek način pregori in potem hočejo tako vse naenkrat, da se uredi in razreši in so jezni na tega svojega bližnjega, kar jim je težko, zato ker gledajo osebo, kako jim pred očmi propada, hkrati pa ne vedo, kako pomagati. Skratka, ni dobro čakati do takrat, da pridejo razmere tako daleč, ampak v bistvu že pred tem smiselno, da lahko tudi svojci sami poiščejo pomoč, ravno s tem namenom, da se nekako podprejo in tudi naučijo, kako pomagati svoji dragi osebi, da nekako tudi zase poskrbijo, namreč velikokrat vidimo, da so svojci lahko depresivni, da imajo zelo veliko anksioznosti, s katero nekako ne znajo ravnati, da tudi sami potrebujejo pravzaprav obravnavo teh svojih težav in na ta način bodo bolj lahko pomagali tudi svojcu, ki ima težave zaradi alkohola.
Njen moj kolega je pred leti rekel, da pomagati nekomu, ki ima težave zaradi alkohola, pomeni, da nehaš pomagati. Se pravi to, da žena kliče v službo direktorja, da njen mož ne more v službo zato, ker je bolan in ima zelo hud prehlad, to ni pomoč osebi, ki ima težave z alkoholom. Pomoč je, da nekako ta človek sam pokliče v službo, pa pove, da ne zmore priti, pa bojo preko slej ugotovili, kaj je v bistvu osnovni razlog. Se pravi, tukaj je manevrski prostor za razmišljanje, kako pomagati, hkrati pa seveda, ko je veliko jeze in zagrenjenosti, ljudje velikokrat grozijo, zdaj ne vem, pa te bom zapustila ali pa te bom zapustil, pa ne boš videla, ne boš videl otrok. Grožnje imajo lahko pomembno mesto pod pogojem, da grozimo z nečim, kar smo zares pripravljeni izvesti. Ker če se z nekom dobro poznamo, če je to naš svoj, če smo si blizu, ta oseba točno ve, kdaj mislimo resno, kdaj pa nekaj govorimo zato, ker se nam zdi, da je to smiselno reči, ne mislimo pa zares tako. Tako da je pomembno, da si svojci pri sebi dovolijo na nek način usesti sami sabo in razmisliti o tem, kaj so tiste zahteve, ki jih zares morajo postaviti in vztrajati pri njih, in to bo tisto, kar bo pomagalo osebi poiskati pomoč in spremeniti svoje življenje. A se mogoče, recimo, kaj pa pristop do prijatelja, za katerega nas skrbi, a so tle kakšne večje razlike, bistvene? Na nek način je princip isti, s tem, da je seveda intenziteta čustvenega odnosa pa tista, ki vpliva na to, koliko nas je nekdo sposoben v nekem trenutku slišati, koliko nas zmore slišati, ne. In je pomembno izpostaviti svojo skrb, povedati svoja opažanja, da nam nekako ni vseeno, kaj se s to osebo dogaja, da bi želeli pomagati, in da, če je oseba pripravljena na to, smo ji na voljo, da pa nekako ne želimo imeti z njo stika, kadar je v tako hudem stanju, da nekako ne zmore se normalno pogovarjati, tako recimo kot eden od primerov, ampak na nek način izraziti svojo zaskrbljenost, povedati, da nam ni vseeno, je izredno pomembno tudi za osebe, ki imajo težave. Hvala lepa. Še nekaj vprašanj imamo, bom dve kar združila. In sicer gledalce zanima več tudi o otrocih alkoholikov, kar ste že malo nakazali. In sicer ena od stvari tudi, a se pogosto zgodi, da otrok starša alkoholika kasneje tudi sam postane alkoholik, ali se v bistvu glih zgodi averzija do alkohola pri teh otrocih? Pa tudi kaj drugega povejte. Danes vemo, da je pri razvoju bolezni odvisnosti genetika izredno pomembna, ampak genetika v smislu neke biološke ranljivosti, ki jo s seboj prinesemo na svet, ali ima ta ranljivost priložnost se skozi življenje izraziti v obliki bolezni zasvojenosti ali ne, pa ni odvisno samo od te biološke naravnanosti, ampak seveda od vsega, kar skozi življenje človek doživlja, skozi odraščanje in življenje naprej v odraslosti. Kaj to pomeni za otroke iz alkoholnih družin? Študije so pokazale, da približno polovica otrok, ki odraščajo v alkoholnih družinah, samih postane tekom svojega odraslega življenja zasvojenih in približno polovica ne. Tudi kadar gre za osebe, ki so odraščale v istih družinah, se pravi na nek način pod enakimi vzgojnimi pogoji, in to isto so potrdile tudi študije dvojčkov, ki so odraščali v različnih družinah ali pa sploh ne v bioloških družinah. Torej gre za kar nekako stabilno ugotovitev. Na drugi strani pa seveda odraščanje v alkoholni družini potegne za seboj neke značilnosti, ki jih potem tak otrok, ko odraste, nese s sabo v svet, najbolj enostavno rečeno pravila o življenju. Se pravi o tem, kako sploh izgledajo partnerski odnosi, kakšna je vloga staršev znotraj družine, kako se skrbi za otroke, ali se hodi v službo ali se ne hodi v službo, je izobrazba pomembna, ali imamo prijatelje tudi izven družine ali ne, skratka, ne, vse to, kar nekako označuje ljudi, nosimo s seboj svojih teh prvih izkušenj skozi prva leta svojega življenja in se potem oblikujejo samo še detajli. In če je alkoholna družina zelo nefunkcionalna, so tudi ti vzorci o tem, kako izgleda eno odraslo urejeno življenje, nefunkcionalni. Hkrati pa seveda smo ljudje živali navad. In ena od posledic tega popolnoma naravnega mehanizma je pomembna tudi za področje adiktologije, namreč ni naključje, da si dostikrat
odrasli otroci alkoholikov za partnerje najdejo osebe, ki so ravno tako odraščale v alkoholnih družinah ali pa nekih podobnih družinah z zasvojenostjo. Zato, ker so jim ti vzorci znani, ker jih zato tudi čisto na nezavedni ravni takšni ljudje pritegnajo, bodisi zato, ker jih želijo rešiti, bodisi zato, ker nekako je način komunikacije, pogled na življenje, pogled na vse, kar se dogaja v svetu, podoben. In je to tisto, kar seveda potem spet vodi naprej v oblikovanje neke nove disfunkcionalnega partnerstva in nove disfunkcionalne družine, kar pogosto vidimo. Na drugi strani pa seveda tisti, ki pa grejo v nekako averzijo do pitja, se pa tudi velikokrat znajdejo v partnerstvih, ki so kasneje zaznamovana z odvisnostjo od alkohola in marsikdaj skušajo potem rešiti to drugo osebo, zato da se ne bi nekako ponavljala usoda iz prejšnje generacije. Tako da je veliko variacij na temo, v odvisnosti od tega, kakšna je bila ta alkoholna družina, v kateri je nekdo odraščal in kaj zaradi tega nosi s seboj naprej v širši svet, če smem tako reči. Hvala. Jaz vam zastavila še par vprašanj. In sicer, kako bi ocenili, da se je število funkcionalnih alkoholikov tekom karantene prelevilo v resne dnevne alkoholike oziroma odvisnike? Vse velike krize, naravne katastrofe in ta naša sedanja s covidom pravzaprav ni nobena izjema, so za seboj potegnile to, da je vedno prišlo do povečanja rabe vseh substanc in alkohol ni nobena izjema in to kažejo tudi slovenski podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so v študiji lanske jeseni potrdili, da je bistveno več rabe alkohola že glede na podatke o prodanem alkoholu v tem zadnjem letu, kot ga je bilo prej. Pacienti, ki pridejo k nam na pregled, včasih mi povejo zdaj v tem zadnjem času, da pravzaprav nikoli ni bilo tako zabavno kot lani, da so sicer gostilne zaprte, pa potem po službi ne morejo iti v svoj priljubljeni lokal, ampak je pa po drugi strani pa še bolje, zato ker grejo enkrat k enemu domov, enkrat k drugemu v garažo, enkrat se pri tretjem dobijo in je pravzaprav ta raznolikost zelo obogatila na nek način njihovo življenje. Malo za hec, malo za res. Namreč to, da se poveča raba alkohola v kriznih časih, je znano v stroki že več desetletij, od vojne naprej. Na drugi strani pa to seveda pomeni, da smo mi, ki se ukvarjamo s pomočjo osebam, ki imajo težave zaradi alkohola, običajno zadnji, ki za te spremembe izvemo. Namreč vedno je nek tak časovni zamik od takrat, ko se zaradi nekega zgodovinskega trenutka spremenijo vzorci rabe alkohola v neki družbi, pa do takrat, ko to pride do zdravstvene inštitucije. Tukaj je lahko več let zamika, od 5 do 10 let. In velikokrat najprej te spremembe opazijo centri za socialno delo zaradi povečanega nasilja v družinah. Policisti so tisti, ki so pogosto prvi, na nek način v prvih bojnih linijah, da prepoznajo te spremembe, tako da je tukaj veliko različnih dejavnikov, ki potem prispevajo k neki celotni oceni stanja. Še eno vprašanje vam postavim, in sicer katera zdravila najpogosteje uporabljate pri zdravljenju motnje? Zdravila imajo svoje mesto pri zdravljenju vseh sočasno potekajočih motenj, se pravi, če gre za spekter anksiozno-depresivnih motenj in zdravimo po enakih principih, kot če gre za posamezno motnjo, neodvisno od bolezni odvisnosti. To, na kar smo posebej pozorni, je, da uporabljamo zdravila, ki sama na sebi nimajo potenciala za nastanek zasvojenosti, se pravi, izogibamo se benzodiazepinom in zdravilom, ki delujejo na enak način kot kemični benzodiazepini. Direktno, kar zadeva zdravljenje same odvisnosti, ne obstaja neko zdravilo, ki bi naslovilo vzroke bolezni tako neposredno na nevrokemični ravni, pač pa imamo zdravila, ki pa pomagajo obvladovati hlepenje, željo po učinkih omame, cravings tujko, ki je nekako postala že slengovski izraz tudi pri nas. Naltrexon je tisti, ki je registriran v Sloveniji, in nalmefen, to sta dve substanci, ki zmanjšujeta število pivskih dni, zmanjšujeta količino za užitek alkohola pri tistih, ki se še niso odločili za vzpostavitev abstinence, medtem ko pri tistih, ki pa so trezni, ki abstinirajo, v bistvu pomaga premagovati to čisto biološko pogojeno željo po učinkih omame, najbolj enostavnim izrazom povedano. Kar zajema vse, lahko res prepoznano
ozaveščeno željo po pitju, lahko to pomeni v nekih trenutkih večjo napetost, nervozo, ki oseba nujno ne povezuje s cravingom. Večja razdražljivost je lahko tudi eden od simptomov tega, tako da imamo zdravila na voljo, ki so učinkovita. Najlepša hvala, doktorica Radovanovič, za sodelovanje, za krasno predavanje in za vsa ta odgovore na naše vprašanja. Hvala lepa vam in uspešno delo še naprej tednu možganov. Najlepša hvala. Nasvidenje. Da ne.